Danes v Pomurskem dnevniku. Maraton treh src presega meje. Mednarodni dan knjig za otroke. Posebno priznanje v svetu gastronomije Prekmurcem. Regionalni center za zaščito in reševanje. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Maraton treh src je bil v februarju nagrajen z Blavtkovo plaketo za prispevek k promociji športa in Slovenije. Ravno danes pa je pred že 42. izvedbo maratona potekala tiskovna konferenca, tokrat v Bad Radkersburgu. Razlog? Teklo se bo tudi v Avstriji. Na letošnjem maratonu se obeta kar nekaj novosti, tudi dobrodelni tek. Dogajalo pa se bo že dan pred samim maratonom. Za vse tiste, ki se želite aktivno udeležiti katerega od dogodkov, prijave so še odprte. Cenejšo vstopnico pa si lahko zagotovite do 10. aprila. Kot radi rečejo organizatorji, z maratonom treh src se presegajo meje. Tako tiste v glavah kot one zarisane na zemljevidu. Leto je naokrog in danes so tako ponovno pozvali na najbolj srčen maraton, ki bo še enkrat povezal množico tekačev. Kdaj? V soboto 18. maja. In tokrat se obeta kar nekaj novosti. Kot prva je maratonska trasa za tek na 42 in 21 kilometrov. Bila je izmerjena že za 40. maraton treh src, ki je seveda potem zaradi korone in ostalih stvari bil prestavljen in smo to progo po 5 letih ko še nam drži certifikat, zdaj spet speljali skozi Bad Radkersburg. Druga pomembna novost je dobrodelni tek, poimenovan po prehitro preminulem članu organizacijskega odbora. Ta tek pa je organiziran v sodelovanju z Radgonskim Lions klubom. Naš tek smo nadnaslovili dobrodelni tek Gorazda Giderja po našem zelo, zelo dragem in žal prehitro preminulem članu tudi Lions kluba Gornja Radgona, Gorazdu Giderju, ki je bil zelo, zelo pomemben del maratonske zgodbe. Lions klubi bodo na prizorišču imeli 2 stojnici, na katerih bodo pobirali štartnino. Dobrodelni prispevek pričakujemo v višini 5 ali 10 evrov ali plus. Naš tek se bo pričel ob 16. uri in bo potekal na dolžini 250 in 1000 metrov, kar pomeni, da pričakujemo, da vsi, ki ostanejo v Radencih, tečejo še na tem teku. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena Društvu slepih in slabovidnih Pomurja ter spodbujanju športnega udejstvovanja otrok iz ranljivih družin v občini Radenci. Tretja novost pa je pričetek celotnega dogajanja že dan pred maratonom. Ko bomo skupaj v organizaciji z občino Radenci imeli že tudi otvoritev in pa koncert Željka Bebeka v amfiteatru v Radencih. Še ena novost pa je nadgradnja Zero Waste koncepta prireditve, kar pomeni brez odpadkov. Obiskovalci bodo namreč letos svojo pijačo imeli v posebnih kozarcih. Zato imam tudi cel čas v roki ta poseben kozarec. Se pravi, ta kozarec bo naše obiskovalce spremljal skozi celo prireditev in nekako s tem bomo potem tudi osveščali vse obiskovalce, da v bistvu nimamo odpadka na našem maratonu. Ostale aktivnosti v času maratona so ostale bolj kot ne nespremenjene. Vse proge, nordijska hoja v dopoldanskem dnevu, v popoldanskem dnevu za dobrodelnim tekom štarta tek z kužki in pa kot sedaj že mislim, da od začetka tudi otroški teki, kjer pričakujemo spet okoli 1200-1300 otrok. Na tekače, ki se med samim tekom včasih soočajo s kakšno krizo, pa je tokrat pomislil tudi gornjeradgonski podžupan, ki je nagovoril tako gledalce kot organizatorje. Mogoče bi kazalo za letos še dovolj časa animirati ljudi, ki stanujejo ob progi ali pa ki želijo priti, da pridajo ob progo in spodbujajo tekače. Vse aktivnosti pa je pozdravil tudi avstrijski župan, ki pravi, da so le te in pa preseganje meja nedvomno velikega pomena za obe državi.
Prijave na katerega od dogodkov so tako še odprte. Zadnji termin za prijavo je 9. maj. Tista pika na i letošnjega maratona pa bo zagotovo še sobotni večerni del. Večer ob 9. uri pa še recimo zaključek našega maratona, ki bo rahlo kontroverzna skupina iz Rijeke, sosednje Hrvaške, to pa so Let 3. Sigurno bodo poskrbeli za zanimiv zaključek našega maratona. Drugega aprila, na dan rojstva danskega pisatelja Hansa Christiana Andersena, vsako leto obeležujemo Mednarodni dan knjig za otroke, katerega cilj je spodbujati branje med mladimi ter poudarjati pomen knjig v razvoju otrokove domišljije, kreativnosti in splošnega znanja. Slovenija je dolga leta veljala za državo z zelo dobro bralno pismenostjo med mladimi, natančneje vse do leta 2021, ko je mednarodna raziskava pokazala občuten padec zanimanja za branje. O tem, kako mladim približati knjige, smo govorili s priznano ptujsko knjižničarko, ki jo je slovenska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost nagradila za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja. Liljana Klemenčič, večkrat nagrajena ptujska pravljičarka, je otrokom in mladini brala več desetletij. Si se danes imel dobro v mali šoli Vrabček? Mala šola je bil vrtec in iz vsega srca sem ga sovražil. Odkar je nekega groznega jutra mama začela hoditi na delo in me na silo odvlekla tja. Tako kot govori odlomek iz knjige, so po Liljaninih besedah tudi mladi mnogokrat prisiljeni v branje literature, ki ne ustreza njihovemu okusu. Ko je tekom svoje poklicne poti pričela opažati, da so otroci zaradi vse hitreje razvijajočega sveta med pripovedovanjem pravljic vedno bolj nestrpni in z mislimi odsotni, je vedela, da mora nekaj ukreniti. Nekega hipa sem se ujela pri tem, da jaz nisem več knjižničarka pripovedovalka. Jaz hočem biti klovnesa, igralka, nastopačka, tu v knjižnici med knjigami, samo da bi otroci poslušali. Zato se je skupaj s prijateljico domislila izvrstne ideje in kot prva v Sloveniji razvila pravljične ure z jogo, s pomočjo katere so se otroci umirili in razvili boljšo koncentracijo. Tudi po njeni zaslugi v ptujski knjižnici opažajo porast mladih bralcev. Če govorimo o otrocih, ki so predšolski in pa šolski, se mogoče tudi tam do najstniške dobe, bom rekla. Tam v najstništvu, kot je znano nasplošno, nekako to morda zanimanje za knjigo začne nekoliko upadati. Čeprav je Slovenija dolga leta v raziskavah bralne pismenosti pisala zgodbe o uspehu, pa smo leta 2021 prvič zabeležili velik upad bralne pismenosti med osnovnošolci. Branje kot tako pravzaprav pomembno vpliva na celostni razvoj otroka. Se pravi, razvija različna področja pri otroku, predvsem kognitivna recimo področja, kjer spodbuja mišljenje, razmišljanje, spoznavanje. Danes je na voljo veliko knjig, zato se mladi težko odločijo, katero bi vzeli v roke. Med najmlajšimi so še posebej priljubljene tiste z razkošnimi ilustracijami, medtem ko starejši otroci raje posežejo po stripih. A kot pravi pravljičarka Liljana, se ljubezen do branja rodi doma. Starši ne morejo zahtevati od otroka, da sedi za knjigami in da jih ima rad, če svoje starše nikoli ne vidi sedeti s knjigo v rokah. Ja, večinoma vedno pred spanjem preberemo kako knjigico, pa tudi tak čez dan dostikrat pač gledamo pa beremo knjigice. V svetu vse bolj zasvojljive digitalne tehnologije bi bilo za otrokovo raznoliko in celostno rast bolje, če bi več časa namenili bralnim avanturam med platnicami knjig, kjer se rojeva neizmerna moč domišljije in ustvarjalnosti. Vsi imamo samo eno življenje, ampak s pomočjo knjig je življenje nešteto. Liljana si želi, da bi mladi pa tudi odrasli še več brali, saj da tako velike izbire dobre in zanimive literature na policah še ni bilo. Ob tem pa dodaja, da nam knjiga pomaga živeti v sedanjosti, ki za nekatere je ali ni rožnata.
Znani francoski kulinarični vodik Gault and Millau velja za enega od 3 najvplivnejših mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije. Poznan pa je po kuharskih kapah, ki jih podeljuje restavracijam. V ljubljanskem Slonu je tako razglasil najboljše v Sloveniji za leto 2024, na njegovem spisku pa so se znašli tudi Prekmurci. Gault and Millau je zaživel leta 1962. Prvi samostojni gastronomski vodnik pa je nastal desetletje kasneje in bil že v prvem mesecu prodan v 150 000 izvodih. Samo ocenjevanje je standardizirano za vse države, restavracije pa ocenjujejo anonimni inšpektorji. Na podlagi njihovih ocen lahko restavracije dobijo od 1 do 5 kuharskih kap, s čimer se tudi uvrstijo v vodnik. V tem tednu so na gala dogodku v hotelu Slon izbrali najboljše tudi pri nas. Šef leta je postal David Žefran iz restavracije Milka. Hiša Franko pa se je spet zavihtela na vrh najboljših restavracij. Z nazivom najboljših restavracij so tokrat nagradili 10 restavracij, ki so dobile vse po 4 kuharske kape. Na svoj račun pa so prišli tudi prekmurski kuharji. Prejemnica 3 kuharskih kap je namreč postala gostilna Rajh, ki v našem prostoru zagotovo ne potrebuje posebne predstavitve. Prejemnik posebnega naziva Mladi talent pa je postal 24-letni kuharski mojster Rok Smonkar, ki bogati kulinarično zgodbo posestva Gjerkeš v Fikšincih. V preteklosti pa je svoje kuharsko znanje brusil pri priznanih mojstrih, kajti bil je tudi štipendist programa Raise the Bar. Slovenska izdaja priznanega vodnika bo sicer izšla oktobra, na voljo pa bo v tiskani obliki, preko spleta in kot mobilna aplikacija. Pomurju se obeta še ena pomembna pridobitev, kajti Mestna občina Murska Sobota in Ministrstvo za obrambo sta podpisala sporazum o gradnji nacionalnega centra za zaščito in reševanje, ki naj bi stal na območju vojaškega vadišča Berek v Murski Soboti. Sama ideja o gradnji centra pri nas je sicer stara že skoraj 10 let, a dela bodo, kot sedaj kaže, na mesto v bližini Ekspana potekala na drugem koncu mesta. Vadišče Berek je sicer v lasti Ministrstva za obrambo, prav slednje pa bo projekt tudi financiralo. Načrtovano je, da bodo v sklopu centra poleg upravnih stavb, garaž, skladišč ter prostorov za delovanje služb za zaščito in reševanje imeli tudi heliport, protipoplavni poligon, gasilski poligon, stolp za vaje in podobno. V načrtu pa so tudi prostori in dvorana za teoretični del učenja. Soboški župan je ob tem dodal, da bo le del območja namenjen civilni rabi, drugi del pa bo še naprej pod upravo Slovenske vojske. Trenutno tako potekajo aktivnosti za pridobitev soglasij, da bi lahko na mestnem svetu sprejeli nov občinski prostorni akt, potem pa še zaprosili za gradbeno dovoljenje. Ministrstvo naj bi sicer že imelo idejno zasnovo centra, ki bi bil po besedah župana velika pridobitev za regijo. Na vrsti je nova sezona poljudno-znanstvene oddaje Po sledeh napredka. Vsebuje predavanja z 21. znanstvene konference Združenje PAZU, ki se je odvijala 24. in 25. novembra, ter predstavlja osrednji znanstveno-raziskovalni dogodek v Pomurju. Tudi tokrat se nam bodo s svojimi raziskavami predstavili pomurski akademiki. Kot prvi bo svoje delo predstavil strojni inženir Igor Emri, med mnogim drugim tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Celotna oddaja bo na vrsti ob 18:30. Predstavo novo tehnologijo zvočne, vibracijske in udarne izolacije, ki je bila v letu 2021 strani kitajske države zbrana med 100 tehnologij, ki jih Kitajska potrebuje za svoj gospodarski razvoj. Obenem je bila ena izmed 10 na področju materialov. No, zdaj sam ZGC Forum, kot rečeno, je bil ustanovljen strani Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Kitajske. Sama tehnologija je zaščitena na svetovnem nivoju in posebej z evropskim, ameriškim pa kitajskim patentom.
v bistvu predstavlja tehnološki preboj. Zdaj, o tehnološkem preboju govorimo takrat, ko neka inovacija spremeni drastično področje, na katerem se pač pojavi. No, in za to našo tehnologijo se bo drastično spremenil tovorni promet, in s tem bo seveda pomembno vplival na ceno produktov, usluge in celoten svetovni trg. Tako, sedaj pa še poglejmo, kakšna je vremenska napoved. Današnji dan je bil precej jasen z občasno oblačnostjo. V Murski Soboti smo opoldne namerili 16 stopinj Celzija. Toliko pa je bilo tudi v Lendavi, Radencih in Krajinskem parku Goričko. Jutri bo dokaj sončno, v zahodnih krajih zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, najvišje dnevne v zahodnih krajih od 14 do 20, drugod od 21 do 24 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 6 do 7, podnevi okrog 23 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno. Le v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodni veter in še nekoliko topleje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 7 do 9, čez dan od 25 do 27 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do jutri.